Spet smo nazaj v novem videu, to bo nadaljevanje tiste prve debate o izbiri letnih gum. Ful hvala vsem, ki ste se odzvali v komentarjih, res nisem pričakovala, da bo tako obširnih izkušenj, mnenj in vsega tega. Tako da sem prav vesela, da se je res ena luštna debata razvila. In to na obeh kanalih. Ja, v bistvu na vseh treh, na Instagramu, na Facebooku in še na YouTubeu, tako da res wow. Zdaj za tiste... V bistvu sem imela kar nekaj dela. Ja, sem mogla kar malo pogledati, zakaj vse se je šlo, pa kaj bova danes predebatirala. Zdaj za tiste, ki ste se pač prvič vklopili v ta video, s Primožem letos zbirava nove letne gume, jaz za Hyundai, on za Leona in tudi za v bistvu dva dokaj različna namena, dajmo reči, za dva različna avta, tako da zdaj pa kaj, bomo malo povzetek prebrala? Ja, medva sva zbrala vse ti komentarje na kup, se pravi z YouTubea, Instagrama in Facebooka. Moram reči, da so lahko precej presenečeni oziroma precej takih zanimivih mnenj, tudi določene pneumatike, ki jih še ne da jih nismo slišali, ampak jih niso vzela v obzir. Ja, nismo jih omenili v bistvu v prejšnjem videu, tako da ful dobro, da so se tudi kakšne take izkušnje pojavile, obenem pa tudi se je veliko teh ponovil, ki so jih tudi midva dala v ožji izbor. In precej je bilo takih, ki je testirali že več gum, v bistvu je dal že več različnih pneumatik čez in so res bila, wow, no tako da gremo zdaj malo skozi komentarje oziroma če naredimo neke povzetke. Najbolj izpostavljena seveda je bila tudi, zdaj lahko že povem, moj favorit, Continentalova, ta nova Sport Contact 7. Načeloma se je kar ponavljala ta izkušnja, ki sva je že midva povedala, se pravi, da guma zelo dobro performa. Edini minus, ki pa je ta malo bolj hitra obraba, ampak pač sej, kako ćemo reči, nekega popolnega hibrida gume itak ne moramo imeti, da bo dobra in v dežju in v suhem in da se tudi ne bo obrabljala tako hiter, ker pač... Pa da je cenovno tudi sprejemljiva, ne, itak. Enostavno ni, ne, zato ker pač vsaka stvar ima neke svoje pomanjkljivosti in pač, če hočeš, da je guma res dobra, v dobrih pogojih, pol je pač mehka in obenem to pomeni, da jo bo tudi hitro pobirala. Ne? Ja, pol naslednja je bila v bistvu Michelinova Pilot Sport 4S, 4 pa oziroma 5. V bistvu so vsi ti trije modeli so bili kot all-round izbira preverjeno najboljši. Recimo PS4 pa PS4S so označeni kot no-brainer, odlično v suhem in mokrem in zelo taka konsistentna, tako da v bistvu nekih presenečenj z dnu načeloma ne moreš doživeti, razen če pač res ne izzivaš. Ja, ne, pa tudi pač dejstvo je, tako kot sva že nazadnje povedala, ta guma je že toliko časa na trgu, da enostavno je zadeva preverjena in pač takrat je Michelinu res uspela zelo dobra kombinacija in pač same zmesi in profila. Tako da to se kar... Tudi za ta guma vlada je v bistvu manjša obraba, predvidljivo obnašanje obdobje, edini minus je pa načeloma tukaj cena, ki je recimo od ostalih malenkost dražji, ampak načeloma razumejo zakaj, tako da nam je precej jasno. Pa spet, malo je razlika tudi glede na samo dimenzijo, za kakšne avte je seveda spet malo bolj sprejemljiva cena, za druge ne. Pol naslednja je bila Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, ta je nekako označena kot najboljši price performance za daily driving, se pravi za vsakodnevno rabo pa za malo bolj dinamično vožnjo, se pravi uporabljate načeloma lahko vsak dan in bo zelo hvaležna, obenem pa tudi, če se greste malo bolj dinamično zapeljati, ne bo nekih problemov, ni pa recimo za napisto. Ne, to je pa tista mogoče bolj Supersporta, ne? Tako pa Supersport R. Tako da je zanimivo, da v bistvu tiste ni nobeno omenil, saj zdi se mi, da ne, tako da... Po mojem niso tako pogoste, ne? Midva tudi, če sva iskrena, prvič to slišala od Jurija Tepeša, ampak takrat, ko je on to kupil, je bila cena precej nižja, kot je danes. To je pa res, ja. Ker sem tudi jaz razmišljal o teh gumah, ko sva takrat vozila njegov avto s to gumo, ampak danes je pa v bistvu konti cenej, tako da pri meni nekako pade ven, ampak okej, pač. Pa recimo slabosti Goodyearjeve, tudi ta mehkejša zmes in precej bolj pobira kamenčke, tudi jaz vemo na Leonu in ja lahko to potrdim, da pač res jih lima. Se vidim, da je pri teh športnih gumah oziroma pri teh, ki so za take avte, za bolj športne, tudi pri Andražu vidim, da je ista zgodba, ampak nekako nisem jih pričakoval, da bo tudi pri mojemu, ampak ja, pač možno je pol hitrejša obraba. Ja, nimaš kaj, pa tudi, malo je tudi odvisen, se to moraš pa že sam malo poznati, kakšnega okolja si. Mi tle recimo na vas imamo skozi pač nek pesek na cesti in je to še toliko bolj problem, ker ti pa res meče po avtu zdaj.
ja, če daš cel avto v folijo ali pa zavesce, druge pa Tako pa nekako nekaj, ni, ja. ne, tako da, ampak ja. Pa izpostavili ste pri Goodyearu še Efficient Grip Performance 2. Ok, pač ta sploh ni bila na najnem radarju, niti je nisva debatirala, ampak vas je več izpostavili, da boste tu že več sezon, na več avtih, v bistvu je zelo dobra za avtocesto, regionalko in vsak dan, dolga življenjska dobra cena, ni športna, je pa v bistvu taka pametna izbira. Ja, pa imamo pa zdaj tle še par takih omenjenih, ki so pa mogoče malo bolj športne, oziroma lahko rečemo že semi-slik. Definitivno Yokohama A052, ta je, pač meni je že profil mi je full sexy, ampak vseeno jaz mogoče iščem malenkost bolj dailyable gumo, zato da pač jo lahko uporabljam tudi v slabem vremenu, sej ne rečem, da ta ni, ampak toliko hardcore spet po moje ne bomo šli, pa Nankang NS2R, te mislim, da imaš sloti na Ibici, ne? Na Ibici, ja. No, so tudi hude, ampak spet mogoče malo preveč hardcore, čeprav ne vemo, ne? Mogoče pa na koncu me pa kaj pič. Da smo preveč ziharaši in nekako ima ta semi-slik guma tak negativen prizvok za kakšne deževne primere, ampak ne vem. Ja, mislim, sej enkrat bo treba probati, da bomo vedeli. To pa pol Michelinova Cup 2, pa potem za Race, pa Pirelli pa Zero Corsa, pač to so res une high-end gume, pol, ki ja, spadajo mogoče še na kakšne bolj hude avte, kot so to, tako da toliko sekund jih ne bomo lovili na krog letos. Tako da. Če gremo naprej na srednji razred gume, na neka taka bolj ugodna izbira, ste predlagali Kumho Extra PS72 oziroma PS72S. S to gumo se tudi jaz pogledujem, mi je precej zanimiva, pač ja, cena je res ugodna, recimo za Leona, se pravi 225, 40, 18 je cena tam okrog 66 €, pač spet odvisno od spletnih strani in ponudnikov, ampak je precej ugodna in še zmeraj zelo dobra guma. Po nekaterih testih je med top 5, ampak lih malo pod premium znamkami, tako da se mi zdi taka fajn, da pride v neki izbor. Če ne rabiš lih nujno premium znamke, je tukaj še zmeraj Kumho. Potem ste izpostavili še Falcon FK 520 ali pa RS 820, so zelo solidne, ste napisali. RS 820 je sicer malo bolj športna. Dunlop, dober kompromis, ne izstopa pa lih tukaj, da je včasih. In pa še na koncu Uniroyal Rennsport 5. To so tudi gledala, ja, perfektna v dežju, je pa malo bolj mehka in tu pa mi je tudi hitra obraba v suhmu. Ja, ampak tisti, ki ve, da se ful v takem okolju voz, pa mu to veliko pomeni, je po moje perfektna. Pač ta je res specifična, da bi rekel pri formuli pač gume za mokro stezo, ne, tako da hudo. Pol pa, ja, tle, ko sem imela tudi midva malo bolj, bom rekel, malo bolj negativna mnenja glede te Bridgestone Potenze pa Turanze, nekako so tudi ostali povedali, sicer je bilo neki tudi, ki imajo pozitivno izkušnjo z njimi, ampak spet, tako kot sva že parkrat rekla, malo je odvisno od avta, od same dimenzije in se pol pač te stvari tudi malo drugače obnašajo, kakor pa pač na teh, ki jih imamo midva, ne. Ne smemo spustiti zdaj, ja, zbiramo tle letne gume, ampak je bilo pa tudi veliko komentarjev za zimske, ker sva malo omenjala vmes, kaj imamo midva. Nisem pričakoval, da boste se posvetili tudi zimskim, ker pač je trenutna sezona. Ampak po mojem bo še komu prišli prav tole mnenje za druga sezona, za drug let. Ja, tudi mi oba imava Hankook Winter Ice Scepter S3. Mislim, da so zelo zadovoljna, oziroma lahko oba to rečeva. Dober performance, res dobra cena, tako da priporočal vsem, pa to ni oglas. Ne. Sem pač najna izkušnja in tudi izkušnja vseh, ki ste pač komentirali. Pol je tukaj še Bridgestone Blizzak 6. Mislim, da se nemo jaz ti prej na Ibic. Pred Hankookom. Se spomnim, ja. Vrhunske, res, ful so dobre. To pa imamo še Goodyear Ultra Grip 9, pa Continental TS 870, pa 60, te dve. Pa jaz bi izpostavil še, se spomniš, ko sem imela Landa Focusa ST, Pirelli Soto Zero. Te so bile tudi, mislim, wow, ne. Sicer jaz nikoli ne bom toliko zapravil za zimske gume za ta avto, zato ker pač po zim gre redko ven na sneg, sploh ne gre, no, načeloma, ker mi je brez veze, sam spredem pogon. In zdaj, da bo pa na full premium zimskih gumah stal, je pa tudi mogoče malo neumen, ne? Tako da pač raj kakšen evro več za letne gume. Absolutno.
Zdaj pa greva še malo pogledati kar konkretne komentarje, a ne? Kje bova začela? Grem jaz malo na YouTube tukaj pogledati. Pojdi na YouTube, jaz bom še nekaj povedal. No, kar povej. Pa tak zelo dober nasvet oziroma dobro mnenje za vse. Skoraj vsi so se strinjali v eni stvar, da nova premium pneumatika bo za 90% voznikov več kot dovolj dobra. A ne, v bistvu razlike se pokažejo pol v meji oprijema v mokrem in predinamični vožnji. Tako da je treba tudi to vzeti na znanje. Ajde, zdaj pa skočiti, kam si rekel, na YouTube? Na YouTube, ja, evo, ta prvega imam tlele Anton Meglen, pa neka številka zraven, zdaj se upravičujem že vnaprej, če bo kaj narobe izgovorila, ampak okej. On je povedal, da je imel na BMW M140i tele Conti Sport Contact 7 in se mu je zdela vrhunska, dobra v mokrem, še boljša v suhem. Nikoli ni imel nobenih problemov pri dinamični vožnji in to pri 400 konjih na zadnjem pogon, tako da to mora že kar veliko povedati. Potem, ja, po 3-4 mesecih sicer je zadnji par zamenjal že, ampak ja, sej tle si je že sam odgovoril, 400 konjev pa zadnji pogon, pa pač te hiter zasrbi, se mi zdi, tako da parkrat se pokadi zadaj, pa smo že na unih indikatorjih, ne, za obrabo. Potem, iz Firbca je probal še Bridgestone Potenza Sport, ker se mu ni obnesla najbolj, pač veliko je bilo tudi vrtenja v prazno, tako da tolih ne. Potem Aleš Drolc, se pravi, tukaj je napisal Uniroyal vrhunska v mokrem, ampak premehka v suhem, se čuti zvijanje pa visoka obraba, potem Kumho PS72, zelo ugodna, ampak kolikor je cenejša, je tudi malenko slabša v performansu. Potem Hankook, podobno kot Hankook, potem zdaj on je, zdaj je bral za to PZ5 Pirelli, to so tudi pozabila prej omeniti, ta nova, od teh še ni toliko velik, ne. In tudi zaradi tega ni bilo nobenega tega komentarja. Tako, ja, ampak naj bi bila po testih tudi ta zelo dobra. Čak, kaj imamo še? Na Facebooku, kar izvolj. Alan Bošnjak, upam, da sem prav, ja, in pa še eden je bil Žan Šude, Yokohama A052, tako je bila tudi prej izpostavljena, oziroma med komentarji, da je čisto podcenjena guma, tako da tudi tu se splača preveriti, so rekla, da je bova. Mislim, da je v tej dimenziji, za Hyundai, mislim, da je nismo lih najdla, ampak so pa pač druge izvedeli. Verjetno, sej mora biti nekje dobavljiva, ampak ja, je pa res, da pač ta ima še relativno majhno dimenzijo za 19 sol, tako da mogoče se začne pol pri kakšnih 10 mm širši ali pa ne vem, kakorkoli, no. Kaj imamo potem še tlele? Viktor Lajič je rekel, da je Continental prva izbira, Michelin je premehka, pa bolj neutral sploh na sprednjem pohonu. Continental ima boljš oversteer balance, kar je za sprednji pohon zakon, pa še po mokrem se skrije vsaka guma v tem rangu. Edini razlog, da bi on vzel Michelin, je ta, da se manj obrablja, a ne? Sem pač, cena, vse tole. Tlele, Kosubrin je komentiral Goodyear F1 Eagle Asymmetric 6, da je trenutna guma, ki ima gor in je bila ob nakupu občutno cenejša od PS5. Narejena je menda v Sloveniji, to nisem vedel, in pa zelo podobna kot PS4, sam pač z boljšim turning filom, tako da zanimivo, evo, tudi to. Tle imam T7 ANK, ne vem, kako bi to spravil skupaj, ampak okej. Ožji izbor za naslednjo sezono za daily plus dinamična vožnja, PZ5, Sport Contact 7, F1 Asymmetric 6 in pa, ja, to je to. Pa tukaj še Adis Fazlija, da je imel vedno Michelin PS4, ampak sedaj s Conti 7 pa je to čisto druga zgodba gripa, tako da je v bistvu zanimiva primerjava, ki pač v bistvu vrhunska. Glede na naše vreme, ki je več kot pol vikendov kilometrov v oblačnem in celo hladnem asfaltu, se je Conti neprimerno boljše obnesel. V mokrem pa sploh ni primerjave. Zanimivo. Mislim, tukaj njih mnen, da pa je že malo težko reči. Ker že misliš, da si se za nekaj odločil, pa greš pa kar malo nazaj, tako pa se vprašaš pismo, ja, zdaj je treba to malo bolj na široko razmisliti, ampak jaz nekako mislim, da je 2 ali pa 3 favorite v glavi imam. Zdaj, na koncu bo verjetno od teh 3 favoritov odločala cena, pač kako bom lahko zadevo dobil, tako da se bo najbolj splačala, ne bom rekel. Ampak evo, še enkrat, se pravi, jaz za ta avto ne rabim res tiste najbolj daily gume, ne rabim pa tudi najbolj high-end performance gume,
Ker pač, ja, jaz bom tako rekel, mene najbolj s tem avtom najbolj veseli tako dinamična vožnja po regionalki in to je to. Sej letos upam, da bo kakšna prilika, da se grem malo na Grobnik zapeljati, pa še vse ni to zdaj tist, da bi me ful srbel, pa da bi hotel biti zdaj nek track junkie, ker če bo kdaj prilika za to, bi raj imel enega, ne vem, Cliota RS dirkalca brez tablic, pa da pač res se lahko dajem tam brez, da mi je avta škoda ali pa kakorkoli, ker še vsem, če to usujem, mi ne bo čisto vseeno, ne. Zdaj, če pa ne iščeš nekega limita, pa tudi je čisto vseeno, če se greš pač malo peljati tako bolj dinamično tle po naših cestah, tako da, ja. Pa recimo od teh, ki si jih zdaj slišal, bi rekel, kakšno na novo, a se ti je kakšna premaknila v ta tuji izbor treh, ali si je možno prej? Ja, lej, jaz zaenkrat še vedno na prvem mestu ohranjam zdaj Conti 7, na drugem mestu PS4S, sem pa zdaj že par ljudi res omenili to Pirelli PZ5, ki bi jo dal kar zdaj na tretje mesto, ker se mi zdi, da če je Pirelli uspel popraviti tiste greške, ki jih ima na PZ4, pol bi bil to kar, bom rekel, v redu izbor zame. No. Tako da zdaj pa, kar se tiče tega, bom jaz te tri zaenkrat ohranil na moji listi, pa lej, čez kakšen mesec se bo treba verjetno odločiti. Kaj pa ti zdaj? Jaz pa se pravi, prej sem bil recimo za Conti pa Kumho, Goodyear sem rekel, da mogoče ne bi zaradi tega, kar snemo že zdaj, je tale F1 Symmetric 6. Mogoče sem se zdaj bolj oddaljil od Continentala zaradi tega, ker je precej bolj športno naravnana. Cenovno, recimo, če bi vzel Sport Contact 7 ali pa pol Premium Contact, koliko je tudi 7, mislim, da je tudi 7, kaže. Je pa razlika ful premajhna. In tako da priznam, da se mogoče zdaj malo bolj nagibam v Kumhotu, da probam, itak imam že na Ibici, in sem rekel, da bi mogoče še na Leonu, da bolj malo primerjam z Goodyearjem. Goodyear ima pač malo večja obraba, cenovno je pa precejšnja razlika. No pa daj, ko vidim, da imaš le razpredelnico, o kakšnih razlikah zdaj približno govorimo. Se pravi, ti imaš dimenzijo 225, 40, 18. Ja. Zdaj, če gledamo Kumho, Extra Sport PS72, najcenejši sem dobil za 66 €. Recimo, če gledam Goodyear, se pravi tale Asymmetric 6, je najcenejši 90 €. Nekaj razlike je. Nekaj razlike. In pol sem gledal še recimo Sport Contact 7, je najcenejša bila 101 €. Tako da tukaj je še malo večja razlika. PZ5 sem pa čisto informativno gledal, je pa presenetljivo 96 €. Kar pa ni toliko švah, ne. Mene res zanima, zdaj še kakšen tako real world review. Na to bomo morali še malo počakati. Mogoče zdaj, se pravi konec februarja, začetek marca, bo je prišli tudi, ne sem naši testi AMZS pa ADAC, ampak tudi iz tujine. Da se pa še tam malo pogledajo za letos, pač kakšni so kaj plani. No? Ampak jaz mislim, da tam do konca februarja se vam dvakrat odločila, pa se bomo mogla naročila in da se začne zmontirati to gor in pač 15. marca damo feltne druge gor, gume gor, pa se pa že začne sezona. Kakšen mit, kakšen avtomotor show bo kmalu. Vse bo, 1, 2, 3 bo. Pa zdaj, če vas zanima še recimo razpon cen za Hyundai oziroma za 235, 35, 19, ja, tako. Se pravi, Michelin 4S je najcenejša 163 €, pol imamo PZ5 je 141 €, pa še Sport Contact 7 143 €. Tako da tukaj sta v bistvu Pirelli pa Continental precej izenačeni, Michelin je pa čisto... Čeprav za Michelin sem že parkrat videl zdaj, da jim ful varira cena, verjetno glede na zalogo, pač ne govorim direktno pri Michelinu, ampak pri teh, ki to prodajajo, ker verjetno pride pač neka zaloga, ki je treba pol odprodati na hiter, pa se pač ne vem, za 15-20 € cena zniža, ampak na cel komplet gum je pa to ni toliko zanemrljiva vsota, sploh ker govorimo pač pri procentu cene teh gum. Pač sej, kot sem že rekla, jaz se zavedam, da en da za Porscheja za eno zadnjo gumo več, kot jaz za cel set za ta avto, ampak pač vse zato pa gledamo tle, da je pač to proporcionalno na pač ceno tega avta in ceno celega seta guma, ne, zdaj, ker če bi bil budžet neomejen, pol pač
prodamo avto, pa kupimo dražje avto, pa dražje gume. Ne? Pa zdaj ne najo priti za besede. Pač tu te cene smo mi dohljali prejšnji teden, tako da, kad je rekel Andraž, to se lahko hitro spremeni zaradi zaloge, pride pač nov več noter, in so cene drugačne, tako da tukaj res varirajo cene. Zdaj, ne najo sprašavati, da bo čez en mesec dražje, cena katera med dva naviva. To noben ne ve, niti noben nama ne pove, no, tisti, ki vejo, pa ja. Povej mi še, kako si pa ti kaj s starejšimi gumami, da ne bi bil frišen dot? To sem tudi že gledal, ampak vsi pravijo, da če so prav skladiščene, da ni panike, sam nimam kakšnega zaupanja. Jaz ne vem, kaj to pomeni pravilno skladiščenje, kako ti lahko to nekdo zagotovi. Tega ti kot kupc ne moreš videti, sploh če naročaš prek spleta. Ne. Je pa res, je precej trgovin, ki ima starejše dote in to tudi označijo. Praviloma bi mogli. Napišite spodaj, če imate kakšne izkušnje, mogoče, ne vem, kakšen let, 2 star dot, kako to zgleda. Ne. Zdaj, jaz si predstavljam primera. Midva za Dailija v teoriji ne bi kupila takih gum, zato ker veš, da jih ne boš v eni sezoni iznucal. Jaz recimo vem, na Oktavi meni 3 leta zdržijo gume brez težav, zato ker je pač večino. No, se to pravim, ne? Ja. In tam jaz ne bi kupil starejših, ker bojo pa že tako starejše, preden bodo zares odrabljene. Ne? Tako da, meni zdržijo 2 sezone. No. Tako da to je malo. A veš, če imaš pa ti nekega BMW-ja, tako kot je pač on prej napisal, da je po 4 mesecih mogel zamenjati zadnji par, tle pa po en stran niti ni sporno, če jih imaš ti gor pol leta ali pa recimo 1 sezono, pa so stare 2 leta, pa so pa na koncu še zmeraj stare 3 leta, ki grejo v smetine. Tako da mogoče z tega vidika ni toliko sporno, pa ni tak problem. Je pa res, da ljudje vozijo tudi po 5, 6, 7 let stare gume. Ali pa več, ali pa v bistvu imajo še prvo gradnjo. No. Pa so stari, ne vem koliko. Jaz sem tudi zagovoril z enim, ki je v prejšnji sezon znucal 4 ali 5 kompletov. Ja, vse je možno. Vse. Pač spet, odvisen od avta, odvisen, kaj počneš z njim. Če greš na track day, je lahko s kap dvojkami v enem dnevu hiter konc. Tako da mal je itak odvisen od vsega. Je pa res, da jaz poznam ljudi, ki imajo tudi ful preveč agresivno vožnjo in po nepotrebnem v bistvu kolejo gume, tako da jih pač pobira. Pa ne mislim driftanje ali pa karkoli, ampak enostavno se v ovinku zaganjajo, namesto da bi ga, bom rekel, prebremzali pa pol tekoče speljali, pač prehiter pride understeer in pol v bistvu za brez veze drajsaš gume in jih pregrevaš in ne narediš nič s tem. No. V bistvu si počasen, pa še gume zgubljaš. In koliko bi bilo fajn, da bi imeli mi dirkališče? Kontrolirali območje. Ne, v to smer jaz ne bi šel danes. Ampak ja, bi bilo pa zabavno. Jaz sigurno bi si nabavil, če bi imeli nekih bližji, bi že prej o kakšnem dirkalcu razmišljal. No. Vse ne rabi biti neki ekstra. En Clio RS, atmosferc, tablice dol, pa slajke gor, pa da so malo bolj bremze, pa kletka, pa en sedež. Pa da sprobaš svoj limit oziroma limit avta. Ja, ker zaenkrat dlje od kartinga tle v Sloveniji ne moramo, ne. Dobar, spet rejli pa take stvari, jasen, to je hiter, ne vem. Lahko te pa tehne noter preveč. Mislim, itak, sam pač, če imaš zraven še milijon enih ambicij, je težko pol kar dajeti stran, no. Tako da vsaka čast tistim, ka dirka je že cel življenje, kar res ni lahko, no, sej. Ampak zdaj sva spet zašla. V glavnem, midva svoje favorite mava, napišite še vi v komentar spodaj, kako bi se odločili v najnem primeru, sprav za te 2 avta, ki me res zanima, no, še tako kakšen input, kako bi se vi odločili. To je pa to za enkrat. Se pravi, Andraž išče bolj športne, oziroma je zbral ti v nek pametni izbor, jaz pa pač belene za vsak dan, oziroma za dnevno vožnjo ovinki, ni da ni, tako da ne rabim kakšnih športnih gum. Ne, ampak premalo pa spet ne. Premalo pa spet ne. Ja. S tem se ta serija v bistvu zaključuje. Upam, da vam je bilo cool, no? Letos bo še ena taka zanimiva serija, mogoče na temo nakupa avta, ampak tisto pustimo za kasnej, da se poletje začne, pa da malo vidimo, kako pa kaj. Zaenkrat je pa to. Tako da hvala, pa se vidimo v naslednjem. Pošiv, da zdaj ni posnel, pa zgonem ga. Zdaj bi rekli, boš prodal Hyundai.